Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, spoštovani vabljeni. Pričenjam 17. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se magistra Marija Lah, Jernej Verlič, dr. Stanislav Pejovnik, dr. Jan Vid Golob. Na sejo so bili vabljeni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 30.10.2015 ste prejeli naslednji dnevni red. Prvič, predlog odložilnega veta na zakon o javnem naročanju. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red naslednji. Prvič, predlog odložilnega veta na zakon o javnem naročanju. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o javnem naročanju. Najprej seveda lepo pozdravljam vabljene k točki prvega dnevnega reda. To so predstavniki Ministrstva za javno upravo. Lep pozdrav ministru za javno upravo, gospodu Borisu Koprivnikarju, lep pozdrav. Potem gospodu Sašu Matasu, generalnemu direktorju Direktorata za javno naročanje, ter gospej Urški Skok Klima, prav tako iz Ministrstva za javno upravo. Lep pozdrav. Državni zbor je zakon sprejel na 12. redni seji 27.10.2015 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za državno ureditev, poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca. Spoštovani gospod minister, sodelavci. Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je na 42. seji 30.10. sprejela sklep, da na podlagi 75.a člena Poslovnika Državnega sveta predlaga Državnemu svetu, da sprejme odložilni veto na zakon o javnem naročanju 3 EPA 684/7. Dovolite mi, da vas s tem predlogom seznanim. Zakon o javnem naročanju, ki ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji 27. oktobra 2015, žal ne prinaša ustreznih rešitev za problematiko, ki je prisotna v sistemu javnih naročil in na katero so različni deležniki opozarjali že v času veljavnosti predhodnega zakona in tudi v času javne razprave ob sprejemu novele zakona. Na nekaterih področjih novi zakon stanje še poslabšuje, kot na primer na področju poplačila podizvajalcev, no in s tem se poslabšuje tudi plačilna disciplina. Javni naročniki bi morali biti zavezani k odgovornemu ravnanju z javnimi naročili in ustrezno usposobljeni za vodenje javnih naročil in to ne le do izvedbe oddaje javnega naročila, temveč tudi v postopkih nadzora izvajanja tega oddanega javnega naročila do njegovega zaključka. Vse tako pomemben, kot je ustrezna usposobljenost javnih naročnikov, pa je tudi dvig zavesti javnih naročnikov o pomembnosti oddaje javnih naročil na način, da ravnajo z javnim denarjem enako skrbno, kot ravnajo s svojim osebnim premoženjem in mogoče še bolj. Pri nekateri javni naročniki pa žal z javnimi sredstvi še vedno ne ravnajo kot skrben in dober gospodar.
Javni naročnik mora z vso odgovornostjo spremljati izvajanje javnega naročila od začetka do konca. Resno in odgovorno mora aktivno spremljati, kdo je na njegovem gradbišču, kdo izvaja dela, poznati mora ne samo glavnega izvajalca, temveč tudi celotno podizvajalsko verigo, ne pa samo prvega podizvajalca. V praksi je to seveda težko, ampak ni neizvedljivo. V primeru kršitev bi moral javni naročnik tudi ustrezno ukrepati. Vse te naloge pa bi moral opredeliti in določiti zakon o javnem naročanju, ki pa teh zavez in nalog ne izpolnjuje v celoti in ne odpravlja pomanjkljivosti in anomalij prejšnjega zakona. Glede na to, da je novi zakon pisan po principu lahko in ne po principu kaj veže javnega naročnika, je glede na dolgoletno prakso delovanja javnih naročnikov in njihovo zavest pričakovati, da bodo tudi po novem zakonu obstoječe anomalije v javnih naročilih še naprej redna praksa. Ministrstvo za javno upravo je v svojih izjavah in pojasnilih v javnosti dalo vedeti, da bo za izboljšanje stanja na področju javnih naročil veliko energije vložilo v ustrezno izobraževanje javnih naročnikov. Žal gre po našem mnenju za naivno pričakovanje, ker če bi zakonske anomalije lahko reševali z izobraževanjem, bi to lahko storili tudi v primeru prejšnjega zakona in tudi v primeru mnogih drugih zakonov, ki se v praksi slabo izvajajo. V nadaljevanju so navedene opozorila na nekatere največje pomanjkljivosti zakona in so razdeljene v naslednje sklope. Prvi sklop. Zakon o javnih naročilih 3 še vedno omogoča oddajo javnih naročil zgolj po kriteriju najnižje cene, kar pa je nesprejemljivo za večino primerov. Glede na prakso in zavest javnih naročnikov to pomeni, da bodo javna naročila še naprej v večini primerov oddana zgolj po najnižji ceni, kot je bilo to že doslej. Ne glede na kvaliteto in trajnost naročenega, namesto da bi se oddala po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe. S tem se povzroča nepopravljiva škoda posameznim dejavnostim in celotnemu slovenskemu gospodarstvu. Predvsem pa gre za negospodarno ravnanje z javnim denarjem. Pri naročanju po najnižji ceni, na primer na področju gradbeništva, dobi naročnik, torej država ali občina, najslabšo kvaliteto, najkrajši rok trajanja in najvišje stroške vzdrževanja. Dolgoročno to pomeni, da so takšne gradnje bistveno dražje. Na koncu se tako mnogokrat izkaže, da najnižja cena v bistvu pomeni najdražjo izvedbo, ko gre za plačevanje popravil in vzdrževanje. Izvajalci, ki zaradi nujnosti pridobitve dela oziroma zmage na razpisu dajejo ponudbe pod ceno, pri tem kršijo plačilno disciplino, ne plačujejo podizvajalcev in delavcev, odpuščajo zaposlene in ne plačujejo vseh dajatev. Zakon o javnem naročanju 3 sicer po novem določa nekatere dejavnosti, ki jih ni mogoče oddati zgolj na podlagi cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila, in sicer storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev, kar je pa očitno zelo, zelo ozek in premajhen obseg reguliranih. Vendar to ni dovolj. Komisija Državnega sveta za državno ureditev je po obravnavi predloga zakona o javnem naročanju na 61. seji 30.9. poudarila, da bi bilo treba v nabor del, kjer cena ne sme biti edini kriterij, obvezno vključiti najmanj tudi gradnje, storitve in blago, ki vključujejo namestitvena ali inštalacijska dela. Javnih naročil, na primer gradenj, po 84. členu zakona, tako ne bi bilo možno oddajati samo na podlagi najnižje cene. Drugi sklop obrazložitev. Obstaja dvom, da bo določba v ZN3 glede izločitve neobičajno nizkih cen učinkovitejša od dosedanje ureditve in prakse. Zakonski institut izločitve neobičajno nizke cene v praksi v Sloveniji ne deluje. Tako se številna javna naročila oddajajo po nerealno nizkih cenah, tako imenovanih dampinških cenah, za katere je jasno, da izbrana cena ne bo pokrila niti stroškov materiala, niti stroškov dela. V ZN3 se navedeni institut bistveno ne izboljšuje, kar pomeni, da tudi v praksi ne bo prišlo do konkretnega izločanja neobičajno nizkih cen. Če dovolite tu intervencijo, zakon predvideva odstopanja 50%. Predlagani amandmaji komisije so se gibali v višinah do 25%. Zakon o javnih naročilih
bi morali bolj zaostriti pogoje za obvezno izločanje ponudb z neobičajno nizko ceno, 86. člen zakona. Se je predlagana rešitev in praksa v posmeh vsem dosedanjim prizadevanjem za preprečitev namerno zavajajočih ponudb, iz katerih izhaja tudi socialni dumping. To je tudi v neskladju z uvodnimi zakonskimi določili ZN3, ki določajo, da morajo ponudniki izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava ter določila kolektivnih pogodb ter socialnih in okoljskih konvencij. Tretji sklop obrazložitev. Posebej se izpostavlja področje plačila podizvajalcem, ki je po novi ureditvi bistveno slabše urejeno, kot je bilo doslej. Vlada ni upoštevala dejstva, da je ZN3 zakon, ki ureja razpolaganje z javnim denarjem, zato bi moral javni naročnik zagotoviti, da so prav vsi udeleženci v javnem naročilu poplačani vključno z vsemi podizvajalci in posledično tudi njihovimi zaposlenimi. Novi zakon bi moral urediti področje in zaščititi podizvajalce, 94. člen zakona, v smislu zagotavljanja plačil vsem podizvajalcem, kar sicer zakon ureja, vendar bolj po sistemu, ki bo ostal mrtva črka na papirju, podizvajalci pa bodo ostali nepoplačani, kot je bila to praksa nemalokrat doslej. Zakon bi moral ohraniti obvezno neposredno poplačilo podizvajalcev strani javnih naročnikov ter ta sistem še nadgraditi in izboljšati. ZN3 pa je obvezno neposredno poplačilo spremenil v prostovoljno, to je, če se bo podizvajalec tako odločil ob sklenitvi pogodbe. Jasno pa je, da se glede na stanje na terenu to ne bo dogajalo, saj bo glavni izvajalec v tem primeru zavrnil sodelovanje takšnega podizvajalca, ki to pogodbeno zahteva, in pri izvajanju javnega naročila iskal drugega podizvajalca, ki bo pripravljen sprejeti delo brez zagotovil za poplačilo. Če dovolite še eno intervencijo, tukaj izjava, da se podizvajalec sam svobodno odloča, s kom bo delal ali pa ne bo delal, ne zdrži nobene realne presoje, ker je država in občine so v bistvu še edini investitorji in če hočeš karkoli že početi, potem to moraš s tistim, ki investira. Izjava, da se potem odločaš, bi ali ne bi vzel posel, ker drugih poslov ni, nekako ne zdrži realne presoje. ZN3 nadalje še določa obveznost, da bo javni naročnik moral pozvati glavnega izvajalca, da v 60 dneh po plačilu končne situacije predloži izjavo, da je poplačal podizvajalce. Takšna rešitev je očitno znova pisana z namenom metanja peska v oči v javnosti. Če ne bo zagotovljeno plačevanje podizvajalcev že po vmesnih situacijah, zlasti pri javnih naročilih, ki trajajo dalj časa, na primer leto ali več, to pomeni, da bodo mnogi podizvajalci vmes propadli. Spomnimo se samo zgodb Vegrada in SCT-ja. Po zakonu o javnih naročilih 3 bo moral glavni izvajalec predložiti dokazilo o plačilu podizvajalcu šele po izteku javnega naročila in to šele po 60 dneh. V praksi pa je to lahko tudi po več letih od razpisa javnega naročila. V tem času bo šel glavni izvajalec lahko celo že v stečaj ali postal insolventen in podizvajalec ne bo mogel izterjati njegovih obveznosti. Glavni izvajalec bi moral vsaj redno poročati že po vmesnih situacijah in dokazovati naročniku, ne samo po plačilu zaključnega računa, s podpisano izjavo podizvajalca, da ima poplačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, če ni obveznega neposrednega poplačila. Na ta način bi lahko bolj transparentno uredili tako imenovano črno listo izvajalcev, ki ne morejo sodelovati v javnih naročilih zaradi nepoplačanih obveznosti in drugih kršitev. Prav tako ne bi smel imeti glavni izvajalec možnosti samovoljne zamenjave podizvajalcev, brez vsakega razloga, predvsem pa ne zaradi zahteve, da mora podizvajalec znižati svoje cene pod nivo, ki je bil upoštevan v ponudbi glavnega izvajalca. To se v praksi namreč redno dogaja. Četrti sklop. Zakon o javnem naročanju 3 bi moral zagotavljati, da se javnih naročil, na primer tudi gradenj, ne oddaja ponudnikom, ki za izvedbo naročila nimajo nobenih lastnih kapacitet. To je 81. člen zakona. In so v celotnem postopku zgolj posredniki, ki se skrivajo za koordinacijo in vodenjem del. Namesto tega zakon o javnih naročilih 3 še vedno dopušča oddajo tako imenovanim posrednikom brez realnih kapacitet.
Zakon bi moral določiti, da mora določeno kvoto del opraviti glavni izvajalec z lastnimi kapacitetami in seveda tudi z lastnimi garancijami. Peti sklop. Zakon o javnih naročilih 3 prav tako ne vzpostavlja sistema določanja realnih stroškov izvedbe javnega naročila in izvedbe ponudbe, kar je predpogoj za oddajo javnega naročila po realnih cenah. Najnižja realna cena je ravno tisto, kar naj bi zagotovilo še sprejemljivo kakovost naročenih del in normalno poslovanje ponudnika. Zakon o javnih naročilih 3 bi zato moral uzakoniti obveznost uvedbe sistema določanja stroškov gradnje, tako za ocenjeno vrednost, 24. člen zakona, kot tudi za izvedbo del na podlagi standardiziranih popisov del in normativov za delo in material ter strokovnih pravil, ki jih določi stroka na nivoju celotne države. Vzpostavljeni standardi in popisi so nujen temelj za ustrezno oceno javnega naročila in ugotavljanje realne cene javnega naročila, s tem pa tudi ugotovitve, kaj je neobičajno nizka ponudba oziroma dumping, ki v končni točki vodi v negospodarno porabo proračunskih sredstev na nivoju države, lokalne skupnosti in drugih naročnikov, ter seveda za zlorabo dobrih poslovnih običajev na račun podizvajalcev in pri njih zaposlenih. Zaradi naštetih argumentov interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev predlaga, da Državni svet sprejme predlog zahteve, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o javnem naročanju ZJN-3. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujem se državnemu svetniku in pa predstavniku predlagatelja predloga odložilnega veta. Sedaj pa vabim k besedi predstavnika predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima minister za javno upravo, gospod Boris Koprivnikar. Spoštovani predsednik, spoštovani državni svetniki, hvala za to priložnost, da tudi vam še enkrat obrazložim vsebino tega zakona o javnem naročanju, za katerega se strinjamo, da je izjemno pomemben. Kajti po tem zakonu v tej državi letno oddamo za cirka 3 milijarde 700 javnega denarja, izvedemo 5500 javnih naročil, na katere imamo tudi za informacijo okrog 2% pritožb in pa glede na pobudnika zahteve za veto, naj povem, da že danes oddajemo preko 70% javnih naročil malemu gospodarstvu, kar je v primerjavi z evropskim povprečjem daleč bistveno več, kjer se oddaja približno 35% javnih naročil malemu gospodarstvu. Kolegi, s katerimi smo zakon pripravljali, imajo za sabo osebno po več kot 10 000 izvedenih javnih naročil, torej si upam trditi, da smo ekipa, s katero smo zakon pripravljali, ekipa izkušenih strokovnjakov, ki na tem področju dela že dolga leta. Izvedena je bila široka javna razprava, vključeni so bili številni deležniki, desetine sestankov in usklajevanj, zelo različnih interesnih skupin in nenazadnje Državni zbor je na odboru in na plenarni seji obakrat sprejel predlog zakona brez glasu proti, kar je tudi pomembna informacija. Če se posvetim konkretnim očitkom, ki jih predlagatelj veta predstavlja. In sicer naj poudarim, da je zakon o javnem naročanju sistemski zakon, ki primarno zagotavlja gospodarnost, transparentnost in učinkovitost javnega naročanja, nikakor pa ne sme posegati v druge področne ureditve, kot so gradbena, obligacijska prava in podobno, ki so predmet druge zakonodaje, ker bi s tem v zakonodajo vnesli samo še večjo zmedo. Ob strani moramo seveda urejati tudi druge anomalije, pa vendar je treba vedeti, da so uporabniki tega zakona gospodarska zbornica, naročniki, se pravi predstavniki javnih sredstev in pa seveda tudi podizvajalci, malo gospodarstvo in nenazadnje se ta zakon zelo tiče tudi delavcev in vseh zaposlenih, ki delajo pri potencialnih izvajalcih javnih naročil. Prav zaradi socialnega dumpinga in morebitnih nizkih cen ta zakon omogoča različna zelo učinkovita orodja, omogoča izločanje nizkih ponudb v primerjavi z ostalimi realnimi cenami, zahteva izločanje ponudnikov, ki ne plačujejo socialnih obveznosti, ne oddajajo rek obrazcev, se pravi, to je zahteva po zakonu, zahteva izločanje ponudnikov, ki storijo dvakrat isti prekršek v zvezi z delom,
To smo uspeli uskladiti v dogovoru z inšpektoratom za delo, kar je tudi zelo ostra norma, ki jo druge države ne poznajo. In pa celo zahteva prekinitev pogodbe, če se ugotovi kršitev okoljske, socialne ali delovne zakonodaje. Se pravi, tukaj je zakon zelo oster in zelo ostro stopi v zaščito socialnih in nenazadnje tudi okoljskih pravic. Pri podizvajalcih je potrebno poudariti, da so v novem zakonu o javnem naročanju neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec tako zahteva. So mogoča, so obvezna in v tem primeru glavni oziroma naročnik posla mora neposredno poplačevati podizvajalcev. Prav tako zakon predvideva obvezno imenovanje, nominacijo podizvajalcev pri gradnjah in storitev, da bi se uvedla večja transparentnost in preglednost. Pri vseh naročilih, kjer pa podizvajalec ne zahteva direktnega plačila, pa kljub temu zahtevamo kot univerzalno normo, da morajo tako glavni izvajalec kot podizvajalec podati potrdilo, da je bilo izvedeno poplačilo podizvajalca. Če tega potrdila ni, se to celo smatra kot prekršek in tak izvajalec, ali če da lažno potrdilo, je celo za naslednje 3 leta izločen iz možnosti kandidiranja na javnem naročanju. Tako je sedaj urejena zakonska norma in to posebej poudarjam, zato ker se pogosto predstavlja, da poplačila podizvajalcev direktna niso možna. Enostavno to ne drži in zakon zelo jasno predvideva več različnih varovalnih mehanizmov za podizvajalcev. Ob tem je pa treba povedati, da imamo v sedanji normi, kjer je pa poplačilo podizvajalcev obvezno, vedno, tudi v praksi kar vrsto težav, zato ker imajo izvajalci in podizvajalci med sabo lahko tudi druga razmerja, pobote, kompenzacije in tako naprej. In mi se dejansko tudi ob tem, ko se na nas obračajo izvajalci, soočamo z zelo včasih hecnimi situacijami, ko dva izvajalec in podizvajalec, ki sta med sabo neko terjatev pobotala, dobita naloga, da mu mora poleg tega pa še direktno plačati, zato ker zakon eksplicitno to zahteva, zato ker posegamo v neka druga obligacijska razmerja. Mi smo ob tem, smatram, da zagotovili popolnoma enako stopnjo varnosti in nenazadnje tudi podizvajalec se mora odločiti, za katerega izvajalca bo delal, ne glede na to, ali bo zahteval direktno plačilo ali ne, je zaščita zagotovljena in je celo predstavljena na nivoju prekrška. Da se odzovem še na navedbe glede izbire na podlagi najnižje cene. Zakon določa, da se izbere ekonomsko najugodnejša ponudba. Nikjer v zakonu in nenazadnje, če smo iskreni, tudi v obstoječem zakonu ne piše, da je edini kriterij po zakonu najnižja cena. Tega že v sedanjem zakonu ni. Novi zakon jasno opredeljuje normo ekonomsko najugodnejša ponudba in to je norma, v kateri se za dano ceno dobi največja kvaliteta. In taka je zakonska norma, ki je tudi zelo jasno opredeljena. Je pa seveda veliko zadržkov okrog tega, da se lahko uporabi tudi cena kot edini kriterij. Seveda je možno, da je tudi cena edini kriterij, če je predmet naročila mogoče popolnoma jasno opredeliti. Če kupuješ avto določenega modela, rečeš to kupujem, kdo da najnižjo ceno. In v takem primeru tudi smatramo, da ni sprejemljivo, da se recimo najnižja ponudba izloča ali da ta kriterij cene kot tak ne bi mogel biti uporabljen. Pa vendar smo šli pri zakonu tokrat tudi dalje in smo na določenih primerih eksplicitno v zakonu prepovedali, da bi cena bila lahko edini kriterij. S tem hočemo še dodatno poudariti to, da pri inženirskih storitvah, informacijskih storitvah morajo biti obvezno uporabljeni tudi drugi kriteriji. Glede neobičajno nizke cene je tudi pogosta zahteva, da se izločijo vse najnižje ponudbe avtomatično ali vse najvišje. Naj ob tem upozorim, da je to ureditev, ki jo direktiva, ki jo tudi v tem zakonu povzemamo, ne dopušča. Predsedujoči, če mi dovolite, ne? To je možnost, ki jo direktiva ne dopušča. Dopušča pa, da naročniki take ponudbe izločijo, ampak takrat, če menijo, da ponudnik ni zadostno utemeljil najnižje cene. Kar pomeni, imeli smo take primere,
če ima ponudnik nerazumno nizko ceno, kot jo radi rečemo, in če ugotovimo, da s to ceno ne bo mogel pokriti stroškov dela in materijala, potem takega ponudnika izločimo, zato imamo zdaj v novem zakonu neposredno podlago in to lahko zelo enostavno naredimo. Smo šli pa še dlje in tukaj rekli, da je odločitev obvezna, če je cena nizka zaradi nespoštovanja delovne, okoljske ali socialne zakonodaje. Mi imamo, poznate pogosto primer recimo pri javnih razpisih za storitve varovanja, kjer zelo enostavni izračun pokaže, da s ceno, ki jo nekdo ponudi, ne bo mogel pokriti plače delavcev v tistem delu, kot jih pač naša delovna zakonodaja zahteva in takega ponudnika mirno izločiš, brez vsakih nadaljnih komplikacij, ker zakon daje za to neposredno možnost. Je pa še ena dodatna zahteva in sicer, da je obvezno preverjanje cene in vsebine ponudbe tudi takrat, kadar cena odstopa od cen na trgu. Kljub temu pa smo ohranili tudi v zakonu na predlog izvajalcev naročil tisti kriterij, da če imamo več kot 4 ponudbe in če ena ponudba odstopa za več kot 50%, je tudi v tem primeru potrebno preverjati, ali je ta cena, ali ponudnik lahko utemelji svojo ceno in če jo ne, ga seveda lahko tudi izločimo. Glede posla z tujimi referencami. Ureditev, kot je sedaj v novem zakonu, še zdaleč ni več dopustna, zaradi tega, ker je v zakonu napisano, da je mogoče uporabiti tuje reference samo v primeru, ko bodo te izvajalci drugih podjetij, katere reference uporabimo pri razpisu, dejansko tudi izvajalci posla. Ne pa tako, kot je to bilo danes v pogostih primerih, da je prišel organizator posla, kot ga je predlagatelj poimenoval, z referencami, ki jih je dobil, ampak to niso imele te reference nobene neposredne veze z tistimi, ki bo dejansko posel tudi nosili. Ob tem je pa še dodatna norma, če imaš reference tuje, morajo biti to tudi izvajalci posla. Dodatna norma je pa ta, da naročnik lahko zahteva, da nosilec posla izvede ključne dele posla sam z lastnimi resursi. To je zahteva, ki jo tudi zakon eksplicitno navaja in lahko rečeš, zahtevamo, da nosilec posla izvede posel z lastnimi resursi in v tem primeru mu tuje reference tudi nič ne koristijo. Glede realnih stroškov izvedbe, na konec še ta opozorilo, glede na to, da je predlog, da se uporabi standardizirane popise del, naj ob tem opozorim na en zelo enostaven problem, v Sloveniji standardiziranih popisov del nimamo. In mi ne moremo v zakonu predvideti, da bomo uporabili standardizirane popise del in njihove vrednotenje, če dejansko ne obstajajo, ker bi s tem zakon postal neopravilen. Kljub temu imamo pa že pripravljene smernice in se tudi nadgrajujejo v tem času, kjer bodo predvsem na področju gradenj in inženirskih storitev dale zelo jasne usmeritve, kakšne so zaveze in kako mora biti dokumentacija pripravljena. Naj pa ob tem poudarim še eno zadevo, da noben zakon v javnem naročanju ne bo mogel zagotoviti, da bodo izvajalci oziroma pripravljavci javnih naročil sami po sebi odgovorni in strokovno usposobljeni. Lahko zato uvedemo varovalke te, ki sem jih naštel, ampak nam je poseben poudarek pri implementaciji tega zakona, da ogromno energije vložimo v usposabljanje, svetovanje. Mi imamo že zdaj pripravljeno celo vrsto vzorcev pogodb, spreminja se uredba o zelenem javnem naročanju, ki omogoča krajše dobavne verige, kupovanje lokalnih izdelkov, manjše okoljske obremenitve. To so vse tista orodja, s katerimi bomo kvaliteto priprave javnega naročila lahko bistveno izboljšali. Zakon zato daje mehanizme. Ne more pa zakon preprečiti, da nekdo želi zlorabiti ali nekdo nestrokovno pripravlja to dokumentacijo. To pa lahko preprečimo samo z temi ukrepi, ki sem jih že zdaj naštel. In pa glede poplačila podizvajalcev, naj še na to upozorim, mi dejansko po letu 2010 tega problema praktično nimamo niti približno več v taki meri, kot je bil v preteklosti, zaradi zakona. Ne nazadnje se je tudi splošna finančna disciplina v tem času bistveno povečala. In kljub temu, da se še vedno v tem zakonu, če dovolite izraz, umešavamo v notranja razmerja med poslovnimi subjekti, čeprav to ni predmet zakona, kljub temu lahko ugotavljamo, da se lahko tudi v tej normi blago popušča, zato ker so se te razmere bistveno spremenile, tistih nečednih razmerij in tistih nečednih posledic, ki so pa nastale zaradi preteklih, lahko rečem tudi zlorab medsebojnih odnosov, pa ta zakon za nazaj ne more popraviti, ne želimo pa ustvarjati novih težav, ampak želimo omogočiti, da bodo javna naročila potekala transparentno,
ekonomsko upravičeno v dobro tako naročnika, kot tudi izvajalcev poslov. Hvala. Hvala lepa gospodu Borisu Koprivnikarju, ministru za javno upravo. Sedaj pa, ali želi besedo predstavnik Komisije za državno ureditev? Izvolite, besedo ima predsednik komisije, državni svetnik, gospod Rajko Fajt. Gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovane prisotni, lepo pozdravljeni. Torej, Komisija za državno ureditev je že v fazi priprave tega zakona o javnem naročanju problematiko obravnavala na svoji seji, ocenila, da so spremembe gredo v pozitivni smeri, zato smo takrat tudi predlog zakona podprli, seveda z dopolnitvami, ki so se razvile, oziroma pomisleki, ki so se razvili na sami razpravi, podani predvsem ze strani obrtne zbornice. Po sprejetju zakona ugotavljamo torej, da pripombe niso bile upoštevane v tolikšni meri, kot je bilo predlagano. Zato smo danes imeli še eno sejo, na kateri smo obravnavali pripombe podane v predlog odložilnega veta in moram povedati, da je komisija predlog odložilnega veta podprla. Seveda pa dodajamo k predlogu odložilnega veta v obliki amandmajev dopolnitve, in sicer ne bi želel brati, ampak bi samo povzel, da smo se predvsem osredotočili na to, da najnižja cena ne more oziroma ne sme biti odločilni kriterij pri dodelitvi javnega naročila, ampak tudi je potrebno izpolnjevati veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Unije, nacionalnem pravu, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. To pomeni, da je pri dodeljevanju javnih naročil potrebno upoštevati cel spekter dejavnikov in ne zgolj ponujeno ceno za izvedbo javnega naročila. Nadalje je kot dopolnilo tudi, če še povzamem, torej v Sloveniji smo bili v zadnjem desetletju priča množičnemu propadanju podjetij, predvsem v panogah gradbeništva, in tu moram povedati, da že v prvotni razpravi na komisiji so bili predstavniki sekcije gradbeništva prisotni in so tudi podali največ pripomb na predlog zakona. Torej, in se v tej panogi dejansko izpeljalo največ poslov preko javnih naročil in še posebej v fazi zmanjševanja obsega poslov prišel torej ob izbiri izvajalcev strani javnih naročnikov po izbiri izključno kriterija najnižje cene do pojava izjemno velikega obsega socialnega dumpinga, torej v tej panogi z velikimi negativnimi socialnimi in pa narodno-gospodarskimi posledicami za panogo, slovensko gospodarstvo, predvsem pa za zaposlene in pa seveda državo. In kot dodatni ukrep za preprečevanje socialnega dumpinga bi Republika Slovenija morala nemudoma pristopiti k ratifikaciji konvencije številka 94 Mednarodne organizacije dela o preprečevanju socialnega dumpinga v javnem naročanju in njene določbe upoštevati že pri pripravi zakona o javnem naročanju. Tako bi se lahko začelo tudi v Sloveniji pospešeno uvajati rešitve na trgu gradbeništva, kot jih poznajo sosednje države oziroma države v Evropski uniji. Ena izmed večjih težav, ki je bila tudi izpostavljena in se pojavila v povezavi s poplačilom podizvajalcev, je plačilo plač delavcev, ki so zaposleni pri podizvajalcih. Zato se velikokrat dogaja, da podizvajalec kljub prejetemu plačilu ali pa tudi izvajalec za opravljeno delo, zato ker je posel se prijavil izključno zato, da ga dobi, torej se je prijavil za ceno, ki ne pokriva stroškov dela, in zato velikokrat se je dogajalo oziroma se še dogaja, da zaposleni ne dobijo plač. Zato bi se moralo eksplicitno torej zapisati verižno in solidarno odgovornost po celotni podizvajalski verigi.
Toliko sem samo povzel iz razprave. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku in predsedniku komisije, gospodu Rajku Fajtu. Jaz bi rad samo državni svetnici in državne svetnike opozoril, da so to v bistvu amandmaji komisije k prvi točki, to se pravi prvi amandma, k drugi točki drugi amandma in k tretji točki tretji amandma. To sem želel opozoriti zaradi tega, da se, ko bomo glasovali o vseh treh amandmajih, da se zavedamo, da so bili sedaj predstavljeni tudi vsi trije amandmaji, da bi jih meni osebno ne bi bilo potrebno potem tudi brati. Če komu ni kaj jasno, pa lahko med tem časom v razpravi povpraša, da bo lahko predsednik komisije ali kdorkoli drug še dodatno obrazložil te tri amandmaje. Hvala lepa. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Izvolite. Besedo ima predstavnik interesne komisije, interesne skupine, obrtnikov, kmetov in samostojnih poklicev, gospod Alojz Kovšca. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej se gospodu ministru opravičujem za tisto intervencijo prej, kar sem mu upadil v besedo. Ampak dolžen sem vas opozoriti na to, da je pred vami predlog veta, v katerem niti z besedo ni omenjeno izločanje najnižje cene. Minister je to na pristojni komisiji danes uporabil kot protiargument stališču veta in tudi tukaj na tej seji. Prosim, če pogledate, boste videli, da tega ni. Tega ni. To ni izločitveni kriterij. Drugo, slišali smo, da več kot 70% javnih naročil dobivajo mali gospodarski subjekti. Mene zanima, je to vrednostno ali je to po številu javnih naročil. To pa ni bilo povedano. Naslednje. Izpostavljeno je bilo, da zakon oziroma zahtevana intervencija v zakonu pomeni poseganje v področno zakonodajo, ki regulira odnose med gospodarskimi subjekti. Ja, seveda, sej normalno. Sej odnosi med gospodarskimi subjekti so regulirani s področno zakonodajo in predpostavljajo srečevanje dveh popolnoma jasno izraženih interesov. Naročnika blaga ali storitev, ki je tudi plačnik, in dobavitelja ali izvajalca, ki je obvezen po določeni pogodbi kakovostno, količinsko, časovno, vrednostno to opraviti. Tu, v primeru javnega naročanja, je pa ta interes zamegljen. Gre za javni denar in interes naročnika, tistega, ki razpolaga z javnim denarjem, se prenese na nekoga, ki dobi javno naročilo in potem je on tisti, ki mora zagotoviti javni interes. Javni interes pa je, da je zadnji delavec podizvajalca poplačan, da je zadnji vijak ugrajen v neko stavbo poplačan. V nasprotnem primeru je javni interes izigran. Izigran je pa tako, da je tisti, ki razpolaga z javnim denarjem, sebe postavil v pasivno vlogo, ker ne nadzoruje izvajanje javnega naročila, ampak to da nekomu drugemu. Kam pa je usmerjen ta veto? Veto je usmerjen v to, da se umakne s tržišča tiste, ki se pojavljajo zgolj kot umestniki med tistimi, ki razpolagajo z javnimi sredstvi in dajo javna naročila, in tistimi, ki v resnici opravijo posel. Bilo je izpostavljeno tudi, vsaj na komisiji, da sprejem predlogov, ki jih je Komisija za državno ureditev podala, pomeni kršitev evropske zakonodaje oziroma v nasprotju z direktivami Evropske unije. Jaz bi vprašal v nasprotju s katerimi. Pa če gremo kar po vrsti po amandmajih, gledajte, 24. člen. Stroški gradnje se določijo na podlagi standardiziranih popisov del, projektantskih izmer in ocene realnih tržnih cen po posameznih postavkah ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja, ki izhajajo iz tega zakona. Naj mi nekdo pove, kje je to v nasprotju z direktivami Evropske unije. Ne bom nesramen in ne bom bral vseh predlaganih amandmajev, ampak ko sem šel skozi njih in ko sem povprašal pravnike, naj mi najdejo, kje se ti predlogi srečajo in udarijo z direktivami Evropske unije praktično nikjer. Večinoma jih celo poudarjajo. Večinoma jih celo poudarjajo. Eno izmed načel Evropske unije je tudi think small first. Pri nas je forget about small.
najnižja cena in potem, kar se zgodi, se zgodi. Ni korektno. Navajanje takih argumentov ni korektno. Navajanje argumenta, da se tukaj srečuje tudi, oziroma da se konfrontira interes gospodarske in obrtne zbornice, tudi ni korektno. Zaradi tega, ker jaz še nisem slišal stališča gospodarske zbornice, ki bi nasprotovalo takim amandmajem oziroma takim predlogom, kot jih je sprejela Komisija za državno ureditev. Tukaj sedijo predstavniki gospodarske zbornice, bom prosil, če me popravijo. To se navaja kot argument. Pa tega argumenta strani gospodarske zbornice nisem slišal. Relativizira se 60 tisoč gospodarskih subjektov, ki participirajo, kot da gre za interes ene inštitucije, ki zaščiti interese ne vem koga, ne vem kje. Na to ne moramo pristati. Še enkrat, kar zadeva pa strokovno usposobljenost izvajalcev javnih naročil. Spoštovani kolegi, dokler ni odgovornost tistih, ki javna naročila oddajajo formalizirana v materialni obliki, do takrat bomo pač imeli SDH, ki deluje tako, kot je deloval, pa DUTB, ki deluje tako, kot je delovala, pa vsa ostala javna naročila, kar tako. Nihče ne odgovarja za nič. Postavimo si nek formalni kriterij, kjer začrtamo črto odgovornosti, da ne bi vstopila v naše vrste in potem se z javnim denarjem dela tako. Zato je ta veto. Zato, da se nekaj spremeni. Meni je zelo žal, da včasih moram intervenirati na tak način, ampak če nečesa ne trdim, potem mi ni treba proti argumentu za tisto, kar ne trdim. Trdim pa, da javna naročila tako ne funkcionirajo. In dokler izvajalci ne bodo usposobljeni in odgovorni za to, da se javni denar porablja smotrno in odgovornost imajo prav do zadnjega v verigi, do zadnjega delavca, do takrat v tej državi ne bo dobro. Ponavljam pa, da država je zaenkrat največji investitor in je prav cinična možnost izbire ali ne delaj za nobenega ali delaj pod takimi pogoji. Če se spomnite, ko sem nekoč že tu stal in sem rekel, da je možnost izbire med tem, ali boš poplačan v 60 dneh ali ne, zgolj možnost na papirju, ker te nihče ne najame za posel, če jo zahtevaš, se je to v praksi pokazalo kot resnično. In tu gre zopet za možnost, da je podizvajalec pogodbeno vezo izvajalca, da mu zadevo plača. Tudi nisem nikoli trdil, res nisem nikoli trdil, da ni možno neposredno poplačati podizvajalca. Tega nisem trdil. In tudi v zahtevku za ponovno odločanje tega ne piše. Tukaj je bilo izpostavljeno, da je trditev, da ne obstaja možnost neposrednega poplačila. Seveda obstaja. Ampak obstaja pod pogoji, kot sem povedal. Če izvajalec in podizvajalec skleneta pogodbo, ki jo pa izvajalec ne bo sklenil s takim, ki to pogodbeno določilo zahteva. Upam, da se zdaj razumemo. Nikjer pa ne trdim, da to ni možno. Teoretično je vse možno. Teoretično je res vse možno. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alezu Kovšci, predstavniku interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Sedaj pa ima besedo predsednik interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič. Hvala za besedo. Zelo na kratko, torej lokalnih interesov in ravni občin se seveda ta zakon še kako tiče, ker se precejšen del javnih naročil ravno na tem nivoju izvaja. Interesna skupina ga je tik pred to sejo tudi obravnavala in podpira predlog odložilnega veta, seveda na podlagi teh izpostavljenih pomanjkljivosti, ki v zadostni meri ne odpravljajo težav v primerjavi, če hočemo, tudi z rešitvami, ki so bile predstavljene in težav, ki so se pojavljale pri izvajanju dosedanjega zakona. Če dovolite, dodam še tudi en del svojega razmišljanja ob tem, da se ne bom še enkrat potem
javljal, ne, torej v praksi pomenijo ravno ta opozorila na področju gradenj izredno velike probleme in ustvari to ravnotežje, ker je z regulativo, kot jo imamo, ne da so postavljene samo podizvajalci, tudi sam naročnik nima ustreznih mehanizmov, da bi to uveljavljal. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo to reševali tudi na tak način, da smo obstoječe pogodbe, ki seveda niso mogle biti ob izvedbi javnega naročila, ne, v razpisni dokumentaciji tako prezentirane z nekimi aneksi, dogovorno reševali, da se bo tisti zaključni obračun za nenominirane izvajalce potrjeval ob izjavi, da nima odprtih obveznosti do izvajalec, do svojih podizvajalcev ali do podizvajalcev partnerjev, predno se bo seveda sklenil upravo končni obračun in primopredajni zapisnik. Tega mehanizma v dosedanji praksi ni bilo, tudi v dosedanji ga nima, ampak regulativa po izplačilu sredstev in ko jih več naročnik nima, terjati od izvajalca neke garancije, pa popolni nesmisel. Hvala lepa. Hvala lepa vodji interesne skupine gospodu Milanu Ozimiču. Sedaj pa ima besedo vodja interesne skupine delodajalci, gospod Milan Lukič. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegici, kolegi državni svetniki, spoštovani gospod minister. Interesna skupina delodajalcev podpira predlog odložilnega veta. Obrazložitev dana s strani interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev nas je prepričala vsebinsko. Razloge, ki jih spoštovani gospod minister navajate, nihče ne želi povsem ovreči. Vendar pa dovolite, da izrazimo stališče, da zakon, katerega nihče v celoti ne napada in ne trdi, da je zanič, trdi se pa, da ne prinaša bistvenih izboljšav, v nekaterih segmentih pa veljajo očitki, da situacijo celo poslabšuje. Obdobje zadnjih 10 let, predvsem pa zadnjih 6 let, bi nas moralo spomniti na to, da se je v tem obdobju dogajalo veliko zares problematičnih stvari in če se želimo iz zgodovine česa naučiti, in očitno je ta zgodovina pokazala vrsto pomanjkljivosti, če ne, potem do tega zakona sploh ne bi prišli. Rekli ste, da so vaši sodelavci sodelovali pri pripravi tega zakona in da imajo bogate izkušnje, v kar ne dvomim, vendar pa tudi mi, ki smo udeleženi bili, pa smo še vedno udeleženi na javnih razpisih, imamo zlasti veliko negativnih izkušenj. In vse, kar je to, da apeliramo po ponovnem premisleku, da se pod lupo vzame še enkrat to, o čemer je tukaj govora, in da se vendarle poskuša odpravljati tisto, kar je tukaj izpostavljeno kot eklatantno problematično. Ne vidim nobenega resnega problema
da temu ni bilo tako, pri čemer me še posebej razveseljuje stališče interesnih skupine lokalnih interesov, ki se z javnimi naročanji praktično dnevno soočajo, in potrditev dejstva, da so imeli ali pa imajo pri marsikaterem oddanem javnem naročilu resne probleme, kako ga sploh do konca pripeljati, kako ga celo sploh začeti. Kajti kriterij najnižje cene že sam po sebi povzroča to, da omogoča pritoževanje, da v bistvu sploh ni mogoče naročila oddati nekomu, razen tistemu, ki je ponudil najnižjo ceno, ob zavedanju, da naročila sploh ne more realizirati. Kaj šele kakovostno realizirati. In neposredna javna škoda je, če se javno naročilo odda v pričakovanju, da boš dobil nek izdelek, storitev, pričakovane kakovosti dobiš pa nekaj povsem drugega od tega. Kontradiktorno je že to, da sam zakon citira področja, kjer najnižja cena ne more veljati kot kriterij. Tam, predvsem pri gradnjah, kjer bi pa to še kako bilo pomembno, da najnižja cena ni ključni kriterij, pa je to izvzeto. Skratka, apel naš je, predvsem pa zaradi tega, ker se ne pogovarjamo o neki temi, ki bi naj imela takšne ali drugačne politične predznake, ampak se pogovarjamo o zadevi, ki nam je preprosto vsem blizu, o zadevi, ki nas je v zgodovini naučila veliko tega, kaj ni prav in kaj je prav. Zato in pa predvsem zaradi tega, ker nekaj mesecev več za pripravo izboljšav zakona najbrž ne bi bilo pogubnih za to, da se vztraja pri tem in takšnem zakonu. Iz besed vas, spoštovani gospod minister, sem pa razbral popolno nenaklonjenost tem argumentacijam, kar me nekoliko zmede, saj, kot rečeno, v predlogu odložilnega veta ni prav nikakršnih zlonamernosti, so zgolj apeli za to, da se poišče najboljša možna rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa vodji interesne skupine delodajalcev, gospodu Milanu Lukiću. Želi še kdo od predstavnikov interesnih skupin razpravljati? Vodi? Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besede državne svetnici in državni svetniki. K besedi se je prijavil državni svetnik, gospod Oskar Komac. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. V interesni skupini delodajemalcev pravzaprav razmišljamo o vetu v podpori temu vetu, vendar v nekoliko drugačni luči, kot je dejansko podal to predlagatelj. Namreč zahteva po zakonski ureditvi, ki ne temelji samo na dogovoru med glavnim izvajalcem in podizvajalci, ima sicer neposredno vpliv tudi na plačilo plač, socialnih prispevkov in dajatev zaposlenih pri podizvajalcih. Kljub temu pa smatramo, da je v zakon nujno zapisati tudi tako imenovano polno verižno in solidarnostno odgovornost za plačilo plač, socialnih prispevkov in drugih dajatev za zaposlene pri kateremkoli podizvajalcu na kateremkoli nivoju. Jaz smo že takšno ureditev poznajo v Nemčiji, kjer smo dejansko ne samo navidezno, že v praksi dosegli poplačilo plač in drugih dajatev strani glavnega izvajalca za napotene delavce iz Slovenije. Kot veste, to je velika težava, 100 tisoč izdanih A1 obrazcev, ki so potrjeni brez dejanskega preverjanja plačila prispevkov in vseh ostalih dajatev. V tem primeru smo to dosegli in je glavni izvajalec poplačal dejansko delavske plače in prispevke pri tem podizvajalcu.
Tudi nekatere druge države poznajo podobno ureditev, ne samo Nemčijo. Podobno ureditev pozna Belgija, pozna Francija, celo v Bolgariji razmišljajo v tej smeri oziroma so zadevo že implementirali v takšnem smislu in lahko pa pričakujem, da bo tudi v postopku implementacije direktive v nekaterih drugih državah prišlo do podobne rešitve, ker je časa za to še kar nekaj. In včasih ima človek zopet tisti občutek, ko ga tukaj časa ugotavljam, smo včasih bolj papeški od papeža in si sami sebi nekateri stvari, ki bi jih lahko uredili, pravzaprav nočemo ali pa ne znamo na takšen način urediti. Ta težava, ki se pojavlja dejansko z temi tako imenovanimi inženiringi firmami, je velik problem in to bo zopet, bom rekel, vplivalo na zaposlene, ker te tako imenovane inženiring firme imajo nič ali pa malo zaposlenih, ponašajo se z nekaterimi tujimi referencami in garancijami in na koncu pa seveda morajo kompletno operativo predati podizvajalcem, ki bodo na koncu soočeni z vsemi temi težavami, o katerih tukaj govorimo. Tako da istočasno bi tudi opozoril, ker je v povezavi z samim sistemom javnega naročanja in spoštovanjem socialne in delovno-pravne zakonodaje, tudi na konvencijo Mednarodne organizacije dela številka 94, ki smo skupaj s Gospodarsko zbornico preko SSE-ja dosegli, da je začela vlada neki postopek ratifikacije. Po zadnji uradnem odgovoru naj bi nekje do konca leta SSE obravnaval neko umestno poročilo, kaj se tukaj dogaja. Gre pa v bistvu za zelo podobno zadevo, namreč za to ratifikacijo bi se država preko sistema javnega naročanja nekako zavezala, da bo spoštovala seveda vse delovno-pravne, socialne in seveda tudi kolektivne pogodbe, ki izhajajo iz tega načela. Tako da, kot rečeno, med delojemalci prisotnem v tem državnem svetu je mnenje, da kolikor bo to, kar je pripravila Komisija za državno ureditev, tudi nekje vključeno v sam tekst, da bomo podprli ta predlog odložilnega veta. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Oskarju Komacu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Cvetko Zupančič. Izvolite. Predsednik, hvala lepa za besedo. Gospod minister, svetnice, svetniki, lep pozdrav. Jaz mislim, da ga skoraj ni v tej dvorani, ki ne bi vedel za to, da smo pred 14 dnevi kmetje opozorili na težki položaj v kmetijstvu, predvsem nizke odkupne cene, ki posledično pač pomenijo že ogrožanje obstoja določenih kmetij. O čem govorim? Zakon o javnem naročanju popolnoma izpušča, čeprav je nov in ima 120 členov, ta del, ko govori o živilih. Ta del je dejansko prepisan iz prejšnjega zakona in moram reči, da v tem delu smo vse skozi imeli pripombo, ker želimo, da več doma pridelane hrane pride tudi v javne ustanove, zavode, bolnice in tako naprej. In prav v tem delu je pri tem zakonu težava, da enako kot v obstoječem zakonu govori v 73. členu, da seveda so omejitve pri posameznem javnem naročilu na 20% ali 80 tisoč evrov znotraj sklopa. In tukaj smo mi imeli že, mislim, da smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici že spomladi, in mislim, da je bilo to v aprilu in maju, dali predlog, da bi se moglo izločiti teh 80 tisoč evrov kot zgornja meja. Se pravi, zaradi tega, da bi ostali na 20%, ker razpisi so 3 ali 4 letni. In v 4 letih javno naročilo je lahko vredno tudi 1 milijon, 2 milijona. Posebno za kmetijske zadruge, ki imajo večje količine, večje razpise, se pravi, od milijona je 20% 200 tisoč evrov. Če imaš mejeno 80 tisoč evrov, pomeni, da si pač tukaj izločen. In zaradi tega je seveda ta predlog zakona, kakršen je, za nas pomanjkljiv in bi želeli, da se, tako kot je gospod Lukić rekel, da se ta zakon ustavi, se ga dopolni, da se mu doda tudi te vsebine, ki so ta trenutek zelo pomembne za posamezne panoge ali pa se pravi obrti, kmetijstvo, in da se ga naredi
boljše, bolj domačega za porabnike, se pravimo, če želimo podpirati domače ali pa k temu neki doprinost, tudi domačo pridelavo, o tem to imamo v mislih kot kmetic, bi morali tukaj iti nasproti. Tudi naše zahteve so bile prav v tem smislu, 7 zahtev na teh protestih smo imeli in eno od njih je bila, da bi pri javnem naročanju in razpisih pač imeli z domačo pridelavo ljudje, ne moramo reči o prednostnih, ne smemo govoriti, ampak da bi se nekje na lažji način videli tudi teh razpisih. Še eno zadevo bi jo tukaj izpostavil. Ta zakon je za nas zelo pomemben in ne morem si misliti, ko je bilo rečeno, da je bil usklajen z nevladnimi organizacijami, z javnostjo. Jaz sem dejansko za njega prvikrat slišal, ko je državni svet nas pozval k vložitvi veta. Mislim, da vas je v dvorani kar nekaj tacih, ki se vam je enako zgodilo in zelo težko pristajam na to, kaj se je s tem zakonom dejansko dogajalo, mi ni jasno, da nismo tudi na zbornici, ker dejansko vse zakone pogledamo, pregledamo, mislim, da dejansko, lahko rečem vse, je tole popolnoma šlo nekje za mene po tretji liniji, da niti tega pač nismo opazili, nismo tega videli. Ne vem, kako je to šlo, ampak mislim, da se je enako dogajalo tudi drugim. In tako pomemben zakon, še enkrat pravim, nov zakon za 120 členi, da gre takole nekako po stranskem tiru skozi, ne more biti, hkrati pogotavljamo, da je preveč pomemben, da bi to tako tudi bilo. Zaenkrat, hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Cvetku Zupančiču. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Igor Antauer. Lep pozdrav gospodu ministru, sodelavki, sodelavcu, pa kolegicama in kolegom, malo smo pozabili danes na kolegice. Uvodoma bi tako rekel, bom uporabil misel ministra Koprivnikarja, da je to zelo pomemben zakon in ravno zato, ker je ta zakon vsaj meni zelo pomemben, se mi zdi to razprava danes o odložilnem vetu pomembna. Druga stvar, ki bi povedal, je ta, da nihče ni trdil, da je zakon za nič. Opozarjamo samo na tisto, kar nas pravzaprav v preteklem obdobju ni izučilo. Ne morem se znebiti občutka, da če nekomu daš možnost enega od kriterijev, ki je cena, najnižja cena, kakorkoli že, da se bo poslužil kriterija najmanjšega odpora oziroma vključitev na avtopilot, ker takrat se mu ne more nič zgoditi, takrat mu ni treba razmišljati o tem, ali je to optimalno najboljša ekonomska cena, ali je to najnižja cena, ker najnižja cena ima številko, vsi ostali kriteriji je pa treba imeti znanje in tudi argumente, da jih ščitiš. Zato bi vsakega od vas vprašal tlele vključno, gospod in gospod iz ministrstva, če pralni stroj kupite po najnižji ceni ali po tisti, ki ima največ obratov, ne zastopim se, kaj je dosti na pralne stroje, ampak verjetno ne kupim tistega, ki je najcenejši, ampak tistega, ki mi bo najbolj služil, ki ima največ servisa, ki ima najboljše rezervne dele in tako naprej. Gre samo za to, da ne omogočimo javnim razpisovalcem popolnega komforta skrivanja za najnižjo ceno. Zdaj, ne me zdajle, a je optimalno najnižja in tako naprej. Gre samo za pomembno opozorilo. In tle smo se marsičesa naučili, mislim, da v preteklosti, ali pa se mogoče nismo. Še enkrat, jaz ne vidim te razprave kot kritiko Ministrstvu za javno upravo. Vidim napotilo tega zbora Državnemu zboru, brez kritike, da so z vsemi glasovi za sprejeli zadevo, da še enkrat razmislijo, in to je naša osnovna funkcija, ali so te rešitve ustrezne. In glede na vsa opozorila, ki jih slišimo danes, očitno ne. Še prav, ne jemljite tega kot destruktivnost, ampak predvidevam, da je tu naša razprava konstruktivna. Zdaj, seveda,
nimam nobenega problema tudi z amandmaji, ki jih je Komisija za državno ureditev naredila oziroma predlagala, ampak gledajte, nekatere rešitve, vse bi lahko šli v detajl, kako to izgleda in tako naprej, ampak poudarjeno, da za nekatere storitve pa ne more biti kriterij, prav poudarjeno je, napotilna norma je za inženirske, računalniške in tako naprej. Vemo pa, da se nam je večino stvari v investicijah, v infrastrukturo dogajalo. Poglejte samo avtocestni križ, poglejte tunele, poglejte klinike, zdravstvene domove in tako naprej. Pa vem na storitvah, recimo pri APZ-ju, ko so avtošole izobraževale ljudi, pa verjetno bo tega spet poslužil. Ker če meni nekdo omogoči iti na varno stran, meni osebno bom izbral tisto, ki mi bo zmanjšala možnost kakršnekoli odgovornosti. In tu je problem kompetentnih ljudi, ki to pripravljajo. Jaz verjamem, da je v popolnosti tudi gradbeništvo ni urejeno, ampak jaz ne poznam branže skoraj, ki bi tako v detajl imela urejene stvari, ki so lahko tudi slabe, kot so gradbene knjige, kot so dnevniki, kot so tudi normativi. Vsaj jaz, ko sem se še malo s tem ukvarjal, vem, da je se dalo kubik izračunati in tako naprej. Pravim še enkrat, lahko me demantirate, ampak kljub vsemu se mi zdi to opozorilo. Ne pozabimo tudi seveda na množico aneksov kasneje. Jaz sem prepričan, da projektne dokumentacije za razpisi niso bili dobro pripravljeni tam, kjer imamo danes hude težave. Urgenca in še tako naprej. Mariboru. Zdaj, popolnoma jasno, nekdo nima lastnih kapacitet in potem se kiti s tujim perjem, jaz bi se tudi z veseljem, pa se mi zdi, da ni korektno. Na nekaj, kar pa pritrjujem tudi kolegom iz sindikalne strani. Glejte, zadeva teče v to smer, da v verigah velja žal darvinizem. Najšibkejši člen bo najbolj nadrsal. Čim več posrednikov imamo in umestnikov, manjša je možnost, da bo zadnji izvajalec delal po komercialni ceni. Oziroma po ceni, po kateri bo preživel. Ne trdim, da je taka rešitev v zakonu, ampak omogoča pa to. Kar pomeni, da bodo po tej odgovornosti od spodaj navzgor pravzaprav prizadeti zaposleni pri teh delodajalcih. In tu imamo nepopisno težavo vse čas. A smo pozabili tiste delavce z Ribnice, ki so lačni, žejni, pa brez plač hodili po Ribnici, pa še koga bi lahko našel. In bojim se, da ta rešitev ni prava. Zato mislim, da je čisto korektno in mislim, da ne bo podrl se svet, če se ponovno opravi obravnava, če se dopolni s temi, ne z lahko, ampak tršimi napotili za javne naročitelje. To je popolnoma jasno in ker sem že pri besedi, seveda bom prav gotovo glasoval za odložilni veto, pa če se ne motim in iskreno upam, da ne bomo danes spet sporočilo, da bomo danes enotni, v državnem zboru so bili tudi enotni, potem se moramo res vprašati, kaj je, ali nekdo ni dobro prebral, ali nekdo ni dobro razumel, ampak mislim, da gre za prepomembno materijo, od katere so odvisna delovna mesta, gradbeni subjekti in tako naprej. In še neki minister, reknementno ste prej rekel, da je večina naročil malemu gospodarstvu, kam pa bo se 98% slovenske strukture gospodarske v mikro in malem gospodarstvu. Ta argument me seveda ni prepričal. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Igorju Antaverju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Bojan Kontič. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz bom nekatere razočaral, ker ne bom podprl tega veta, ker argumenti sicer v določeni meri držijo, enako pa drži tudi to, da tudi ta zakon, ki se bo sprejel, če se bo ponovno sprejel v državnem zboru z absolutno večino, je zakon, ki ga bo moč v prihodnje še spreminjati. Jaz sem prepričan, da zakona o javnem naročanju takšnega, ki bi potem lahko veljal 10 let, brez da bi ga spreminjali, pravzaprav ni mogoče pripraviti. Seveda, soglasna podpora v državnem zboru pove, da so ocenili poslanci, da je zakon dobro pripravljen. To pa nikakor ni
garancija za to, da bo zakon tudi v četrtem glasovanju dobil potrebno absolutno večino. Ne bo prvič, da je državni svet izglasoval veto na zakon, ki je dobil več kot 46 glasov, pa potem na glasovanju v državnem zboru ni prejel absolutne večine. To je bil zakon, ki ga je z vetom takrat napadel državni svet, to je zakon o soudeležbi zaposlenih pri dobičku in na ta način je ta zakon padel v vodo in to sem si seveda zapomnil. Tudi jaz imam pripombe na ta zakon oziroma nasploh, ne na ta zakon, ampak na zakon o javnem naročanju, ki je veljal zdaj in se tu bistveno ne bo spremenil. Pri vlogi inženiring firm, meni sicer ni povsem jasno, kako je to mogoče, je pa mogoče, ker praksa temu pritrjuje, da so inženiring firme ugodnejše od ostalih ponudnikov, izvajalcev. To smo danes že slišali, enkrat gospod Dragar je o tem tudi govoril. Je nelogično, ker potem te iste firme kot podizvajalci delajo za inženiring firmo po nižji ceni in seveda tu pridemo pa na tisto rob, ko se postavi vprašanje, ali bodo ti podizvajalci preživeli, s temi sredstvi in poravnali vse obveznosti, predvsem do zaposlenih. Tu pa pridemo na ta rob, ki je dejansko lahko nevaren, ali se zgodi stečaj ali karkoli drugega, najslabše tako ali tako potegnejo zaposleni. Želel bi poudariti, da so najslabše in najdražje investicije tiste, ki niso dokončane. In to se kaže, seveda že v nekaterih primerih v Sloveniji tudi. Želel bi pa reči, da je zelo pomembno pri tem, ko določamo in se odločamo potem na podlagi cene, seveda to, kako pripravimo razpis. Če mi pripravimo razpis kvalitetno in v njem zapišemo vse parametre, ki jih želimo doseči in vse, kar želimo s tem razpisom dejansko tudi dobiti, potem je seveda cena lahko relevantna. Ker primer, ko vlada naroči avtomobile in opredeli vse, kar želi imeti, potem seveda pridemo do cene in na podlagi cene se lahko zadeva sprejme ali pa v končni fazi tudi ne. Ampak pri tem smo mi natančno opredelili, kakšno kvaliteto želimo. Ne rečem, da potem pridejo razpisi celo tako daleč, da pravzaprav se lahko prijavi samo eden, ker enostavno so kriteriji takšni, da vsi drugi po vrsti odpadejo. Pa imajo podobne, ampak en kriterij pa ne izpolnjujejo in ne pridejo na razpisu zraven. Ampak to že gre za nekaj, kar bomo zelo težko zakonom o javnem naročanju preprečili, ker kot smo ugotovili, so nekateri vedno korak naprej. In kar bi bilo zelo pomembno pri tej zadevi izpostaviti, je pa odgovornost, ko govorimo o gradbenem delu, projektantov, ki načrtujejo in ocenjujejo projekte. Tu zelo hitro ugotovimo, da velikokrat ali pa skoraj vedno ustrelijo mimo z oceno projekta. In če je tudi slab projekt, potem nam tudi dober razpis ne pomaga prav veliko. Pri tem je zelo pomembno, da imaš tudi odličen nadzor, ker sili izvajalca v to, da opravi delo skladno z razpisom. Vendar še enkrat, dokler tisti, ki projektirajo, ne bodo enkrat nosili tudi odgovornosti za to, ko kakšen projekt naredijo takega, da ga izvajalci pravzaprav sploh ne morejo izvesti, brez da bi pri tem imeli dodatne stroške, potem bo zadeva nekoliko drugačna. In tu je seveda nabor vseh teh aktivnosti, ki jih bo treba v prihodnje izpeljati, če želimo na tem področju zadeve izboljšati. Vsekakor izglasovan veto na ta zakon ne bo prispevek k temu, da bi se stanje na področju javnih naročil v Sloveniji izboljšalo. To je moje mnenje. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Kontiču, sedaj pa ima besedo državni svetnik Dušan Strnad. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav.
vsem skupaj. Veliko tega je bilo že rečenega, zato bom jaz kratek, ampak vseeno iz pogovorov, ki sem jih opravil tako z naročniki kot izvajalci v zvezi s tem zakonom, sem zaznal dve stvari, o katerih danes še nismo govorili, pa bi bila morda priložnost ali v okviru popravkov tega ali pa ob nadgradnji naslednjega zakona. Prva stvar, na katero sem bil opozorjen pri gradbenih storitvah, se menda uvaja poleg kriterija cene še kriterij kvalitete in se baje, to mi je bilo rečeno, ti kriteriji, kaj pravzaprav kvaliteta je, naj ne bi bili dorečeni in potem obstaja bojazen, da naj bi to privedlo do povečanja zadev na Državno revizijsko komisijo, kar pa gotovo ni naš cilj, ne naročnikov, niti ne izvajalcev oziroma pripravljavcev zakona. Zato bi morda, če je to res, prosil za pojasnilo. Druga stvar pa je bolj iz prakse, reče pa se temu pogajanja. Zdaj, verjetno obstaja razlog, zakaj ste napisali, da je ta pogajanja potrebno navesti vnaprej. To neizogibno privede do tega, da če imaš pogajanja najavljeno vnaprej, da se tisti, ki se prijavljajo na razpise, seveda temu ustrezno tudi sceno prilagodijo, ker računajo, da bodo prišla pogajanja. Zdaj, če pogajanja ne najaviš, jih ne smeš izvesti, če jih pa najaviš, jih pa moraš obvezno izvesti. Zdaj, jaz mislim, da bi pa bilo najbolj primerno naročniku prepustiti prosto izbiro, ali bo in kdaj bo ta pogajanja izvedel. In tako bi pravzaprav že ob samem razpisu, ob prijavah na razpis tudi ponudniki dajali realne ponudbe z realnimi cenami. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Dušanu Strnadu, sedaj pa ima besedo državni svetnik Aleš Škovšca. Hvala za besedo, gospod predsednik, tretjič in zadnjič. Da ne bo prišlo do napačne interpretacije zahteve za odložilni veto. Če pogledate drugi sklop obrazložitve, tam je govora, bom kar prebral, tako se številna javna naročila oddajo po nerealno nizkih cenah, tako imenovanih dampinških cenah, za katere je jasno, da izbrana cena ne bo pokrila niti materijala, niti dela. O teh cenah sem govoril, da jih je treba izločiti. O takih ponudbah sem govoril, da jih je treba izločiti. In rešitev, to je pa peti sklop kritik tega zakona, ZN3 prav tako ne vzpostavlja sistema določanja realnih stroškov izvedbe javnega naročila in izvedbe ponudbe, kar je predpogoj za oddajo javnega naročila po realnih cenah. To očitamo zakonu. V ta zakon ni ugrajeno obveznost tistega, ki daje javno naročilo, da ima merila, po katerih lahko sklepa, da je neka cena realna ali nerealna. Tu naprej, v drugem odstavku za gradbeništvo, govorimo, da bi moral uzakoniti obveznost uvedbe sistema določanja stroškov gradnje, tako za ocenjeno vrednost, 24. člen zakona, kot tudi za izvedbo del na podlagi standardiziranih popisov del in normativov za delo in material ter strokovnih pravil, ki jih določi stroka na nivoju celotne države. To očitamo v zakonu. Ta zakon bi moral imeti objektivna merila, po katerih se določa, kaj je še realna cena, kaj je tržna cena. No, pa še ena razlaga, kako to, da je lahko inženiring cenejši, kot je nek neposredni izvajalec. Zelo enostavno. Če z nekom delaš ves čas, te na enem projektu ti reče, tukaj boš delal za pozitivno nulo, na naslednjem projektu te bom pa poplačal. To se dogaja. To se dogaja. No, kdaj je pa naslednji projekt, je pa druga zgodba. In ta princip korenčka in palce inženiringi
v bistvu vežejo nase podizvajalce. Če boš tukaj naredil zastonj, v naslednjem projektu boš poplačan, če ne, te pa ne bom poplačal. Tako, hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšči, sedaj pa ima besedo državni svetnik magister Stojan Binder. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Poglejte, stara slovenska modrost pravi, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni. Tako funkcioniramo v svojem zasebnem življenju, tako kupujem avtomobile, tako izbiram izvajalce pri svojih gradnjah in tako naprej in tako sem celo življenje funkcioniral tudi v svojem biznisu. Seveda očitno je pa z javnimi sredstvi povsem drugače. In vse te dileme, vsa ta skepsa, ki je danes tukaj notri prisotna, izhaja vse iz ene velike negativne izkušnje v zadnjih 10-20 letih. In iz tega razloga jaz zaznam tudi, bi rekel, to bojazen, da se nekaj tako slabega, kot se je pri nas dogajalo, da je cel kup podjetij propadal, da je cel kup izvajalcev ni bilo poplačenih in da cel kup enih delavcev ni dobil plače. In zaradi vseh teh razlogov je seveda danes, gospod minister, toliko enih pripomb in toliko ene skepse, kar se tega zakona tiče. In zato jaz recimo, kot na vašem mestu, prav gotovo ne bi gledal na ta zakon, bi rekel, na ta predlog veta kot na neko negativno in odklonilno stališče državnega sveta do te zakonske pobude, ampak zgolj kot ena iniciativa, da tisto, kar je slabega, se poskuša odpraviti v enem takem zmirnem, kako bi rekel, vzajemnem vzdušju, kajti to ni politični zakon. To je zakon, ki, bom rekel, pokriva interese tako izvajalcev, tako kot naročnikov in mislim, da nam je tu pravzaprav vsem kot davkoplačevalcem v velikem interesu, da pridemo do ene rešitve, ki bo na dolgi rok ali pa v največjem možnem obsegu odpravljala vse te strašne dubioze, ki so se v preteklosti dogajale. Res so bile strašne dubioze, zaradi tega je ogromno enih podjetij propadalo. In dajmo se, bi rekel, s pametjo loti tega, vzemimo se še nekoliko več časa za to in da odpravimo tudi tiste pomanjkljivosti, na katere je danes predlagatelj tega odložilnega veta predlagal. Veste, jaz predstavljam gospodarsko zbornico in ko sem na upravnem odboru poslušal pripombe in kritike na račun vsega, kar se je dogajalo v preteklosti, tam je bila velika večina članov, ki so imeli samo pripombe in so kratko vlekli. Zelo malo je bilo tistih podjetij, članov gospodarske zbornice, ki so iz tega naslova nekaj dobrega potegli in teh največkrat že ni več. In to so razni SCT, to so razne druga podjetja, ki so za sabo potegli ogromno naših vrhunskih in dobrih članov, ki so se morda jedva izvlekli iz krize ali pa so zelo tudi sami ponikli v močvirju, v katere so izvlekli teli veliki budževani, ki so danes nekje ali pa bi se morali biti veliki večini v restu, pa verjetno ne bodo nikoli. Tako da tudi jaz osebno podpiram ta predlog, ki ga je kolega Kovšca v imenu interesne skupine oblikoval in enostavno to razumel kot apel, vzemimo si čas in odpravimo vse tiste slabosti, ki so evidentne. Čas bo pa pokazal, da se bo verjetno skozi izvajanje tega zakona še marsikaj pokazalo in dajmo tudi potem tisto v enem nadaljevanju popraviti in odpraviti. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Stojanu Binderju. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik magister Stevo Ščavničar. Pozdrav, spoštovani minister. Mene ste prepričali s svojimi argumenti, razen eno vprašanje imam. Če lahko utemeljite, zakaj ne bi mogli zahtevati v zakonu neposredno poplačilo. Ostalo pa smatram, da je težave, ki so jih navajali govorniki, da so res predmet druge področne zakonodaje in da ne bi bilo prav, da to v ta zakon vtkemo. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Stevu Ščavničarju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik dr. Zoran Božič. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovani gospod minister Koprivnikar in sodelavca. Zdaj jaz seveda, ki nisem noben specialist za te stvari, sem pa resnično popolnoma zmeden. Strinjam se, da današnja obravnava nikakor ni politična, kot ste vedeli, sploh se ne opredeljujemo, vsaj v veliki večini ne strankarsko. Zdaj pa, jaz sem bil tudi prej na seveda seji Komisije za državno ureditev, kjer smo se že drugič ukvarjali s tem zakonom in vlada trdi, je bila tudi argumentacija dokaj prepričljiva, da je zakon dober. Slišali smo tudi mnenje župana, da je vsekakor boljši kot prejšnji.
In pa, no, kar ste pa nekateri kolegi že lepo upozorili, da je bil praktično usklajen z tako rekoč vsemi, da so poslušali zelo različna mnenja. Zdaj pa slišimo razen zelo redkih izjem, da so proti, kot ste rekli, delodajalci, delojemalci, obrtniki, kmetje, župani, predstavniki lokalnih interesov, praktično skoraj vsi, ki pravijo, zakon ni tako slab, ampak moral bi biti boljši. Skratka, potem je človek popolnoma zmeden. Ali vlada kot izvršna oblast meni, da je res vse tako v redu, poslanci očitno unisono, brez glasu proti, pritrjujejo temu, mi kot predstavniki delovnega ljudstva, kot se je reklo včasih, če vzamemo ta pojem, pa trdimo, da je vse narobe. Metaforično, ne vse narobe, ampak da zakon ni dober. Zdaj pa, kako naj jaz glasujem? Kako naj torej jaz kot predstavnik vzgoje in izobraževanja glasujem? Namreč kolega Bojan Kontič, ki ga seveda globoko cenim, je rekel, da on ne bo podprl zakona, odložilnega veta, se upravičujem, zato ker pravi, da na ta način ne bomo rešili zadeve. S tem, da je pa on edini javno izjavil, da je celo možnost, da državni zbor, ko bo ponovno glasoval, mora seveda z 46 glasovi, se pravi z absolutno večino, ponovno potrditi zakon, ne bo potrdil zakona, čeprav jaz mislim, da se to zgodi glede na dosedanjo izkušnjo vseh teh sestavov državnega sveta samo takrat, kadar koalicija tik pred volitvami ali kakorkoli razpada. Jaz sem prepričan, da je verjetno zato, da se bo to zgodilo, kar ste vi rekli, pa bi potem morali seveda biti, če bi bili logični, za to, da podprete odložilni veto, da je verjetnost enaka absolutni ničli. Če so bili poslanci brez glasu proti, mi nimamo dejansko čisto nobene možnosti, da s tem vetom karkoli preprečimo in bo šlo za moje pojme za čisti mazohizem. S tem, da pa se strinjam, globoko se pa strinjam, da bi bila vlada modra, samo zdaj očitno ni več v tej fazi, da bi dejansko zakon umaknila. Ja, ampak stvari so res resne. Stvari so resne točno za 3 milijarde 700 milijonov evrov in to so zelo resne stvari. Torej, bi bila vlada modra, če bi imela to možnost, da bi zakon umaknila in šele takrat seveda, šele takrat bi pa res lahko prišlo do tega, da z vsemi vašimi mnenji, pa z vsemi našimi napisanimi pripombami gremo k izboljševanju zakona o javnih naročilih. Torej, kot vidite, bo pri glasovanju, no, jaz sem itak prepričan, da bomo ta veto izglasovali, ampak bo dilema velika, no bi pa tukaj čisto konkretno opozoril na en dejansko temeljni problem v dikciji zakona, ki je bil, kot zdaj sem sledil rdeča nit pravzaprav ključen, namreč to, kjer ste vsi po moje popolnoma pravilno ugotovili, da to, kjer piše, da je treba sprejeti ekonomsko najugodnejšo ponudbo, v praksi dejansko pomeni najnižjo ceno. Čeprav je gospod Koprivnikar tudi pri nas v komisiji trdil, da to nikakor ni res, da to ni isto. Ampak, če pogledate, sam zakon, gospod Koprivnikar je rekel, ekonomsko najugodnejša ponudba je vedno finančno, se pravi nizka cena, finančno ugodna zadeva in tudi kvaliteta. To je ekonomsko najugodnejša ponudba, s čimer mislim, da se vsi globoko strinjamo. In če bi jaz pisal zakon, ne vem, če bi bilo to uresničilo, bi seveda bilo treba napisati ekonomsko in socialno, se pravi družbeno in okoljsko najugodnejša ponudba. To bi bila potem seveda celota. No, ampak jaz trdim, da dejansko pa potem zadeva deluje tako, da gre za najnižjo finančno ponudbo, kar ste vsi ugotovili, je lahko zelo sporno. Zakaj? Tisti hip, ko vi v zakonu določite, da je še sprejemljiva ponudba, ki ne presega 50% od povprečja, ste kaj rekli? Ste rekli, da do 50%, če vzimo 2 evra nekaj stane, pa to seveda potem pomnožimo, je praktično glede na kvaliteto isto kot 2 evra. 1 evro je isto kot 2 evra, kar ne more biti res. Kar ste vsi rekli, ne more biti res.
Dvakrat nižja cena ne more biti, saj v normalnih razmerah, ista kvaliteta. Kar pomeni, da sam zakon ograjuje, da tisti, ki bo dal toliko nižjo ceno, ne bo dal iste kvalitete. To je logika zakona, ki je gospod minister pač ne priznava. In govorimo o zakonu, ker je bilo pa govora tudi o živilih, dejansko o živilih tukaj posebej ni, no dam pa en konkreten primer, se pravi, ali jabolka, ki so prišla iz Čila preko Nove Zelandije in jih pri nas prodajajo, veste seveda zakaj, ker so bila v Čilu praktično zastonj proizvedena, glede na njihove razmere, prodajajo pri nas po 1 evro, lahko konkurirajo domačim jabolkom, ki seveda so zdrava, ki so ekološko pridelana, ki niso seveda prestale takega prevoza, ki niso kemično obdelana, ampak stanejo 2 evra. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Zoranu Božiču. Repliko ima državni svetnik Bojan Kontič. Ja, hvala lepa, samo da ne bi izgledalo nelogično kolegu Božiču repliciram, tudi sam vedno zanimanjem prisluhnem njegovim razpravam in se velikokrat z njimi strinjam. Želim pa pojasniti to logičnost. Če se ne strinjam z vetom, seveda to ne pomeni, da si želim, da je veto izglasovan in da na državnem zboru zakon pade v 4. obravnavi. Povsem logično je, da si z nasprotovanjem vetu seveda želim, da zakon ostane v veljavi in ta logika se zlaga kot lego kocke. Obstaja pa potencialna možnost, to sem pa poudaril, obstaja potencialna možnost, da si v državnem zboru tudi kdo premisli ob argumentih, ki jih bo slišal iz državnega sveta. To malo za šalo, malo za res. Ti argumenti pravzaprav prepričajo poslance v ravno nasprotno. Vam povem iz lastnih izkušenj. Torej, obstaja možnost, vendar si jaz ne želim, da bi bila uveljavljena. Hvala lepa gospodu Bojanu Kontiču. Jaz upam, da so tisti časi minili, ko niso argumenti prepričali, ampak da so dobro namerni. Če pa ne, pa žalostno, da ne. Sedaj pa sprašujem, ali želi še kdo razpravljati? Izvolite. Besedo ima državni svetnik gospod Drago Ščenjavič. Pozdrav. Moram reči, da če kdo po strani sindikata v zadnjih 10-8 letih opozarjamo na javna naročila, pa ne tudi zdaj, kaj se dogaja in kako se dogaja. Jaz bi, da ne bi šel pregloboko in preširoko, tudi zadnjo vlado, pred zadnjo smo opozorili, tudi zdaj zadnjo vlado in čakamo en sklop odgovora ali pa bo tudi dialoga prav glede javnega naročanja, glede obsega strukture in to. Ampak gledajte, kdo pa odloča v javne naročile? Vse to ni imaginarno, abstraktno, odloča konkretni ljudje. Če 1900 tamle naročnikov v zadnjem letu 14, to pomeni, da so znotraj v ustanovah javnega sektorja, so organi, državni, občinski, zavodi, konkretni imena, ki odločajo in se podpisujejo. Ker tamle, kaj je ključno bistveno, koliko denarja odteka od teh javnih naročil kam drugam, to je bistveno. In kot predstavnik sindikata, ko trdim, pa ne sem te vlade, pa prejšnje, pa predprejšnje, če hočete, da pravi segment javnega naročanja, tista siva ekonomija v Sloveniji mnogih, kjer bi lahko z redom, pregledom, not v firmah ali pa centralno, ali na nivoju regije, ali na nivoju države, ker je 3,7 milijard evrov taki znesek, to je skoraj, če še bi 400 milijonov ali dodali, je to enoletna masa za plače za javni sektor za 160 tisoč, torej skoraj toliko, da je to velik znesek. In tudi veliko odtekanja, kjerokoli pogledaš, ali poročila računskega sodišča, ali revizijske, jaz to sledim, pa ni karkoli slediš, pa se odpre pa afera, pa incident takoj. In posledice nikakve,
Kdo je pa kaj še odgovarjal za javno naročilo, ki je bilo zavoženo? Kdo pa odgovarja? Edino tam ne bom rekel, prostite, sej v spizu so do konca prišli zaradi tistih, kako se reče, toaletnega papirja, ki so ga naročili, ne vem. Ja, tako ne, tam so do konca prišli, pa so pač to, kar sem takole, ampak malo karikiram, ampak res pozval bi minister, ali kaj bi se dalo narediti, poglejte, bi se dalo. Jaz bi, evo, tako kot malo register tamle vseh deležnikov, subjektiv, pravne fizične osebe, se malo začudil, ko sem vse nekatere note videl, bi lahko naredili tudi register, kdo odloča. In zakaj ne bi naredili eno spremembo v tem zakonu ali pa nakazali, da kadri, ki odločajo v javnem sektorju, na javnih naročilih od do zneskov, da se selijo, ker so mreže za tem, pa lepo vas prosim, sej karkoli odpreš, so neke mreže in mrežice, ene bolj trde, ene bolj obstojne, ene manj obstojne, ampak se hitro spostavljajo in denar teče. Pravi, tam v državnem zboru je nekdo izpostavil ceno, da naj bi bilo celo, mislim, da mogoče previsoka številka, do milijarde evrov šlo v odlive. Zdaj mislim, da je to veliki znesek, ampak ogromno. In gledam takole, not pa ni zajeto, dobro, to me zmotilo, tudi isto zmotilo, da dajemo za farmacevtske izdelke, pa pripomočke, pa za tole iz teh sredstev, to najbrž so javni zavodi, iz tega segmenta 65 ali 68 milijonov evrov, zdravstvo gre 480 milijonov evrov samo za zdravila. Samo za zdravila. Veste, kakšni zneski so to? In kakšna zdravila mi kupujemo, oziroma javni zavod kupujejo od aspirina do onih drugih sredstev, če primerjave narediš, pa ne, sej mogoče bi se našlo tudi kako zdravilo, da je pri nas cenejše, ampak če pa gledaš to globalno, pa konkretno, pa da mi še vedno imamo metodologijo, da cene določamo na tem segmentu Avstrija, Nemčija, Francija, kakšno imajo oni kupno moč, kakšno oni imajo produkcijo in zakaj so pri nas zdravila tako draga. In potem seveda denar, ki tam teče, pa 130 trgovcev na tem segmentu visi, ali mogoče malo manj, 4 veliki, ostali mali. Tako to je. In zaključujem, bi vas res pozval, to je bilo koristno, potrebno pogledati, pregledati, pa tudi pogoje določi, kdo lahko o tem odloča in kako odloča. In kadre, ki o tem odločajo, pa da je nekdo zavozil, dragi moji, tukaj bi pa res morali imeti potem dolgo roko, da se takega potem odseli kam drugam, ampak 1900 udeležnih ali subjektov, seveda pa pomnožimo, da je to, ne vem, 2, 1, 3, da se s tem ukvarja, to so velike pa odzunaj, in to so tiste trde mreže, ko pravi nekdo, zakaj ni bilo širše javne razprave, mogoče so ti imeli bolj dominanten vpliv kot ostali, trdim pa nekaj, da je to segment, kjer bi lahko kaj več privarčevali in tudi potem dali, tudi če hočete, prerazporedili za variabilni del, za mase, za plačo, zato da ne bi stiskali tako, da skamna voda že teče na področju plač in drugih prejemkov, tlele pa še nekateri iz tega segmenta se razkošno živi in dobro masti. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Dragu Ščenjaviču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev. Izvolite. Besedo ima gospod Boris Koprivnikar, minister za javno upravo. Hvala, predsednik. Hvala, spoštovani, za ta mnenja. Naj uvodoma samo povem, da nimam jaz popolnoma nobenih zadržkov poslušati kritike na zakon in na argumente in da s tem pa res nimam nobenih težav. Imam pa težavo, če naši argumenti niso slišani in te so pogosto preslišani, samo to, da pogovarjamo se o argumentih. Zakon o javnem naročanju ščiti javni interes, racionalna poraba javnih sredstev in transparentnost javnega naročanja. To je okvir zakona o javnem naročanju. Ta okvir moramo sprejeti. Gospod Ščernjavič pravi, stroške javnega naročila je treba zmanjšati. Ja, kako? Tako, da boš čim bolj racionalno kupoval. Da boš dobil primerno kvaliteto za primerno ceno. To je merilo, ki ga ta zakon tudi dejansko uveljavlja. Glede standardiziranih popisov gradbenih del, jih ni. Mi jih ne moremo v zakonu predvideti, če ne obstajajo. Imajo Avstrijci ta model, ki so ga sami razvili, privatna organizacija ta popis dela in ga tudi vzdržuje in oni ga uporabljajo in splačujejo participacijo, da lahko to uporabljajo. V Sloveniji ne obstajajo. Torej, tega v zakonu ne moremo predvideti. To je argument. Zelo jasen, enostaven argument.
Glede izvajalcev in odgovornosti izvajalcev javnih naročil je bilo zelo govora. Prvič, vsak mora podati svoje premoženjsko stanje, povedati vse tiste zaveze, ki jih mora biti, če lahko izvaja javno naročilo, in ta zakon uvaja globo v višini 500 do 2000 evrov, in če se izkaže, da je bilo javno naročilo izvedeno nekorektno, manipulativno ali karkoli že, dobi še najmanj 3-letno prepoved sploh sodelovanja pri vodenju postopkov javnega naročanja. Zakon se je pripravljal 10 mesecev, pripombam smo zelo naklonjeni, prejeli smo od 50 deležnikov približno 350 strani pripomb, pogosto zelo kontradiktornih, in smo pač poskušali v najboljši možni meri to vključiti, ob tem, da morate razumeti, da je zakon tudi ukvirjen z evropsko direktivo, ki smo jo zelo raztegnili, sploh v tistem delu poseganja v notranje razmerja med izvajalci, in socialno noto smo šli na meji možnega, kar smo si še upali notri zapisati, in smo tudi, mislim, da je bilo, ne vem, vsaj 10 poti v Bruselj, kjer smo usklajevali, ker so nas spraševali, zakaj to spravljate v zakon o javnem naročanju. Vse tiste stvari, ki so vam popolnoma logične, smo mi imeli veliko težavo v Bruslju sploh zagovarjati, zakaj notranja razmerja med plačili, zakaj socialne zadeve moramo spravljati v zakon o javnem naročanju, pa smo kljub temu šli tukaj, mislim, da kar dovolj daleč tudi v tem zakonu. Kar se tiče kriterijev kvalitete, vsi pravimo, cena ne sme biti edini kriterij, drugi kriterij je pa kaj? Druge kriterije pa opredeli naročnik. Kvaliteto opredeli naročnik. Mi ne moramo z zakonom določiti, kaj je kvaliteta. Kaj je kvalitetna gradnja za enega župana, ne moreš predpisati zakonom. Elemente kvalitete pričakovanja mora opredeliti naročnik. Enostavno nikjer na svetu še niso najdli univerzalnega elementa opredeljevanja kvalitete. Mi smo samo v določenih delih, kjer je res nedopustno, da je cena edini kriterij, pa če še tako jasno določiš pogoje, kaj je predmet naročila, rekli, da morajo opredeliti kvaliteto. Lahko rečemo, rabim šolo. Ne, ni dosti, da poveš, koliko kvadratov pa za koliko učencev, ampak mora biti določeno, kakšen je arhitekturni spis, kaj je element kvalitete, kaj bojo dodatni kriteriji za odločanje, da ne bi izpadlo, da boš kupil najcenejšo šolo. Ta sigurno ne bo najboljša in v take jaz nočem imeti svojih otrok. Kar se tiče najave pogajanj, da so ali niso, Računsko sodišče je temu odločno nasprotovalo, zato so v praksi ugotovili, da se to uporablja kot manipulacija, da so pogajanja bila izvedena takrat, kadar najbolj ugodni ponudnik ni bil ta prav, kadar je bil pa ta prav, pa pogajanja niso bila izvedena. Skratka, to delamo v skladu z napotili Računskega sodišča. Če cena ne pokrije stroškov dela, mora biti ponudnik izločen. V zakonu eksplicitno piše, kdor ne pokrije stroškov dela z javnim naročilom, mora biti izločen. In če naročnik tega ni naredil, je naredil prekršek po zakonu. Tukaj sploh ni diskusije o tej temi. Kaj je realna cena? Spet smo pri kriterijih. Ne? Če kriterijev ni, potem je realna cena trg, ta je eksplicitno zapisan tudi v zakonu, če cena odstopa več kot za 20% od tržne, je treba preveriti. Treba je preveriti, ali izpolnjuje pogoje, in če ne, ga je treba izločiti. Poleg tega je še dodatna varovalka ohranjena, če cena odstopa za več kot za polovico, od tiste povprečne, spet nujno treba preveriti. Dvojna varovalka glede cene v okviru možnosti, ki jih trenutno imamo, ko mi nimamo standardizirane cene, da bi jo lahko oblikovali. Kar se inženiring firm tiče, mislim, da je bilo obrazloženo, ampak ne zdaj mešati, kakšno je dejansko stanje danes, ker je res pri inženiring firmah nečedno velikrat, in kakšno je stanje, ki ga poskušamo z novim zakonom urejati, kjer eksplicitno navajamo, da firma brez zaposlenih, firma ne more tujih referenc, ki ne bodo delali na projektu, uporabljati. To poskušamo ravno s tem zakonom, to stanje, ki ste ga večkrat opisali, dejansko tudi presežiti. Mogoče še glede tiste verižne odgovornosti, to je hudo velik poseg v notranja razmerja, ki sigurno ne more biti odločen na nivoju zakona o javnem naročanju. Da bi rekli, da so zdaj pa podjetja med sabo solidarno odgovorna, da jim to kar zakonom o javnem naročilu predpišemo. A si predstavljate, da ste vi podjetnik in rečete, lahko boste šel v posel, samo če boste solidarno odgovarjali z vsemi ostalimi, s katerimi se sploh niste odločili, da bojo nismo poslu delali. To je huda odgovornost. Ampak mi smo to odgovornost vseeno uveljavili do določene meri na način, da smo rekli, za 5 let nazaj moraš dokazati, da si imel poplačane vse obveznosti do delavcev, da si izpolnil vse obveznosti, da sploh kandidirati ne moreš na javnem naročilu. S tem smo poskušali to veriženje in to odgovornost postaviti izredno togo. Ampak gledajte,
za 5 let nazaj. Pomeni aprila, če bo zakon veljal, bojo lahko kandidirale podjetja, ki za 5 let nazaj imajo poravnane vse obveznosti. To so samo najbolj odgovorna podjetja in kdor je imel kakršnekoli nečedne posle, ta po teh kriterijih novega zakona dejansko ne bo imel veliko možnosti, da bo na javnem naročilu dejansko tudi uspešen. Pa mogoče še glede neposrednega poplačila je možno, ni pa obvezno vedno in za vse. Iz tega imamo danes v obstoječi zakonodaji in danes v obstoječi praksi velike težave, ker prihajamo v absurdne situacije, ko mi določimo, kako morajo biti notranje razmere urejena, kljub temu, da se dve stranki sporazumeta drugače. In se ne morata. Lahko in je direktno plačilo absolutno možno. Ob tej varovalki, še kot smo rekli, tudi če se ne dogovorite za direktno plačilo, mora potrditi in ni posla zaključenega, ne po zaključku posla. Posel se ne more zaključiti, če ni izkazano, da je bilo izvedeno poplačilo. Ni zaključka posla. Tudi glavni izvajalec, niti podizvajalec ne morata zadeve zaključiti. Mogoče še glede nadzora in spremljanje Računsko sodišče, Državna revizijska komisija kot prvostopenjski, edinostopenjski pritožbeni organ, Urad za nadzor proračuna in nenazadnje vsak predstojnik je dolžan nadzirati izvajanje javnih naročil in Računsko sodišče vedno prva stvar, ki jo pogleda, ko pride v hišo, je izvajanje javnih naročil. In pa še glede zdravil, ki so bile dane kot primer, recimo, jaz si bom drzno reči, da je to primer dobre prakse, ko prvič letos izvajamo 3 velika javna naročila z področja zdravstva. Razen nas, ki imamo s tem veliko dela, moram reči, da nihče drug ni zadovoljen s tem. Niso zadovoljne bolnice, niso zadovoljni zdravniki, delamo pa to, kar nam je naložilo Računsko sodišče in kar je logično in prav. To pomeni, da se izvede skupno javno naročilo, da ne bomo preplačevali zdravila tako kot jih danes. To je pa primer dobre prakse. Hvala. Hvala lepa seveda ministru gospodu Borisu Koprivnikarju za obrazložitev, za dodatno obrazložitev. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev. Izvolite. Besedo ima državni svetnik, gospod Aleš Kovšca. Bom res kratek. Glejte, spet smo pri argumentih. Argument, da posel ni zaključen, dokler tisti, ki je dobil javno naročilo, ne poroča, da je vse poplačal, je argument. Bravo. 60 dni po zaključenem poslu to poroča. Govoril sem o takih javnih naročilih, ki trajajo nekaj let. In 60 dni po nekaj letih bo nekdo poročal, kaj pa lahko poroča? Da je šel v stečaj, tako kot je poročal gospod Zidar ali pa še kdo drug. To je to. To je tak argument. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Alezu Kovšci. Predno bi prišli na glasovanje, bi želel povedati samo 2 stvari, da smo imeli 2 javna posveta o javnih naročilih v državnem svetu, ki sta bila zelo strokovna, zelo dobra, z tujimi gosti in mislim, da smo državni svetniki k temu veliko prispevali, saj tako je takrat po teh 2 posvetih stroka dejala. Poleg tega se mi zdi, ko poslušam to diskusijo, da bi nam ponovno odločanje, o katerem razpravljamo že nekaj časa v državnem svetu in upamo, da bojo na vladi in pa v državnem zboru to tudi nekako vključili v svoj poslovnik delovanja državnega zbora, bi to ponovno odločanje prav v tem primeru najbrž prišlo še kako prav in kako dobro bi bilo tudi, če bi bilo možnost, da bi že državni zbor uporabljal to ponovno odločanje. Toliko o tem. Sedaj pa počasi prihajamo na glasovanje. Najprej, sam za informacijo, najprej bomo glasovali v prvem amandmaju, v drugem amandmaju, v tretjem in na koncu z vsemi tistimi, ki bojo sprejeti, še o predlogu zahteve državnega sveta skupaj z sprejetimi amandmaji, za katere se bomo odločili, da bomo jih potrdili. Torej, najprej na glasovanje dajem prvi amandma Komisije za državno ureditev k točki 1, predlog zahteve za ponovno odločanje o zakonu o javnem naročilu. Najprej prisotnost. Torej, za prvi amandma je prisotnih 35 državnih svetnikov, 30 je glasovalo za in 1 proti. S tem ugotavljam, da je amandma k prvi točki državni svet sprejel z
30 glasovi za in 1 proti. Prehajamo na glasovanje dajem drugi amandma Komisije za državno ureditev k drugi točki predloga zahteve za ponovno odločanje o zakonu o javnem odločanju. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, ugotavljam, da je amandma k drugi točki Državni svet sprejel z 30 glasovi za in 1 proti. Sedaj pa na glasovanje dajem tretji amandma Komisije za državno ureditev k točki 3 predloga zahteve za ponovno odločanje o zakonu o javnem naročanju. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, ugotavljam, da je državni svet sprejel, da je glasovalo 34 državnih svetnikov, 29 je glasovalo. Ugotavljam, da je amandma k točki 3 državni svet sprejel z 29 glasovi za in 1 proti. Sedaj pa dajem na glasovanje predlog zahteve državnega sveta skupaj z sprejetimi amandmaji, kot ugotavljamo z vsemi tremi. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, ugotavljam prisotnost 35 državnih svetnikov, za je glasovalo 28 in 5 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni svet sprejel z 28 glasovi za in 0 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se zahvaljujemo seveda gostom iz Ministrstva za javno upravo. Sam trenutek. Če dovolite, prosim. Zahvaljujem se ministru gospodu Borisu Koprivnikarju, generalnemu direktorju Sašu Matesu in pa gospej Urški Skok Klima. Hvala lepa za obisk v državnem svetu. S tem zaključujemo 17. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, razpravo in strpnost. Hvala.